Izenačeno kot že dolgo ne, 180 minut pred koncem rednega dela ligaške sezone se je zapletlo, kdo se bo uvrstil v ligo za prvaka. Radomlje Medex imajo že zagotovljeno mesto med najboljšimi štirimi, a se rumenosrčne spogledujejo celo z drugim mestom. Mura je visoko ugnala Primorje Toslon Nutri Cosmetics, pogledali bomo še povzetek kvalifikacij kadetske izbrane vrste, ki se je s konkurenco merila na turnirju v Krškem in Brežicah. Oddajo pa začenjamo z novo slovensko nogometno kraljico. Ana Milović, strel in gol! 3-1 za Muro. Dolga leta je kraljevala domači strelski sceni. Tjaša Tibaut je legenda slovenskih nogometnih zelenic. Ima rekord odigranih obračunov, do nedavnega pa je bila rekorderka v kategoriji doseženih golov. 338 žog je spravila v mrežo nasprotnic. A zdaj lahko rečemo nasvidenje stara kraljica, naj živi nova. Ana Milović se je zavihtela na prvo mesto. Po zadnjem odigranem krogu ima 341 prvoligaških zadetkov. Ko bodo naše kamere prav v Ajdovščini, tam je zdaj priložnost za Ano Milović in 4-0 na Fazaneriji. Milović je nogometno pot v tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije začela pri Radomljah. Že v mlajših kategorijah je pokazala strelske predispozicije, a je bila le kratek čas v kadru članske zasedbe rumenosrčnih. 7 prvenstvenih in 2 pokalni tekmi je odigrala za ekipo, ki jo je takrat vodil Gregor Mohar, na kar se je odločila, da se preseli k Olimpiji. V prestolnici so se ji odprla nova obzorja. Predstavila se je zadetkom proti Pomurju, moštvu, ki je bilo dolga leta glavni rival njene Olimpije. Ana Milović, sedaj nekaj več prostora za Ano Milović, na levi strani je sama in gol, 1-2. Ana Milović, Olimpija vodi proti napad, samostojna akcija Ane Milović. Zelene so bile takrat dvakratne zaporedne državne prvakinje, prav zmajčice pa so prekinile 5-letno serijo Pomurja. Milović je serijsko zadevala na domačih tleh in osvojila 4-krat krono najboljše golgeterke sezone. S tujino ima še neporavnane račune, saj se njeni dve poti onkraj slovenskih meja nista razvili v dolgotrajno zgodbo. Vrnila se je in oblekla dres Mure, kjer je gonilna sila. Po potrebi lahko nastopa na položaju špice, lahko pa tudi pomaknjena nekoliko bolj nazaj kot kreator igre. Njene številke so vrtoglave, 132 ligaških tekem in 341 zadetkov. Še več bi jih lahko bilo, če je ne bi za dalj časa na stranski tir spravila resna poškodba kolena. A tisti časi so mimo. Njena letošnja sezona bo bržkone rekordna, je že pri 64 zadetkih, njen primat pa znaša 66. sezone 2021-2022. Ana Milović je najuspešnejša strelka prve ženske lige, kot omenjeno je primat vzela Tjaši Tibaut. Špela Kolbl je na 3. mestu, 300 zadetkov je presegla tudi Tanja Vrabel, potem pa sledijo Mateja Zvir, Natalija Golob, Carmen Weiss in pa Anica Korpič ter Manja Rogan in na 10. mestu članica Ljubljane Mirjam Kastelec. V 12. ligaškem krogu smo imeli sledeče pare. Mura Nona je doma igrala s Primorjem Toslon Nutri Cosmetics. Gažon se je soočil ŽN Maribor, Krim Hubat je prišel na gostovanje k Radomljam Medex. Olimpija se je soočila s kirurgijo Aesthetical Alumini, 5. par je bil Ljubljana proti Cerkljam. Pogledali si bomo vrhunce iz Murske Sobote in Radomelj. Čas za tekmo 20. kroga, sliko smo na mestnem stadionu Fazanerija v Murski Soboti, kjer se bosta pomerili ekipi ŽNK Mura Nona in pa ekipa Primorja Toslon Nutri Cosmetics, torej gostje iz Ajdovščine. Ajdovke so prišle v Mursko Soboto po nizu 2 porazov, na drugi strani pa seveda zanesljivo zbirajo zmage in točke varovanke Vladimire Kokola, torej
Zdaj je priložnost za Muro. Tamle lepa akcija in tudi prvi gol. Lea Dolinar, strelka. Končno, verjetno zdajle si misli Vladimir Kokol, domači trener. Takole, ja, lepa podaja Jane Malahove in potem tukaj le brez možnosti za Majo Zajc. Tako da je uspela domača vrsta le prebiti do svojih položajev za strel. Noel Vilčnik, zdajle tamle priložnost in žoga pa tudi v drugo. Le v mreži 2-0 za Muro v 43. minuti. Gaja Bizjak. Poglejmo še enkrat. Tamle je bila na žogi Maja Zajc po podaji Noel Vilčnik. No, na pravem mestu pa tudi Gaja Bizjak, ki je torej še pred odmorom povišala povsem zasluženo vodstvo Mure, vendar v domači vrsti so verjetno pričakovali še kaj več. Zdajle žoga ponovno proti mreži in tudi v mreži. 3-0 v 45. minuti, še drugi gol pa je na tekmi dosegla Lea Dolinar. Zdajle so se le razigrale domače nogometašice. Ja, nova lepa akcija, ponovno pa, ko bodo naše kamere prav v Ajdovščini. Tamle zdajle priložnost za Ano Milovič in 4-0 na Fazaneriji. Takole v rahlem teku se je sprehodila okoli vratarke Primorja. Maja Zajc, kapetanka, podaja do Ane Milovič, ki potem seveda ni bilo težko poslati žogo v prazen gol. V 26 tekmah, 26 zmag Mure. In zdaj nova priložnost za 5. gol in zdajle je počela petarda v mreži Primorja. Brez težav premagala Majo Zajc in Mura vodi na Fazaneriji s 5-0 ženskega pokala. Poglejmo tale kot najprej. Takole na drugo vratnico in potem neuspešno izbijanje Maje Zajc. Žoga je v mreži, gol. 6-0. Ponovno Lea Dolinar, strelka. Ja, vrtinčena žoga. Maja Zajc jo je poskušala izbiti, ni uspelo in potem je žogo bolj kot ne preusmerila v gol. Lahko bi rekli tudi avtogol vratarke Maje Zajc. Izkušen, je pa to sicer že njen 11. nastop letos v slovenski ženski ligi. Članski, seveda. Zdajle priložnost za Jana Malahovo in zdajle tudi Ukrajinka se je upisala med strelke danes. Zdaj pa je prišla tudi do svojega gola. Podaja za Leo Merza, ki je tudi prišla na zelenico pri Muri. Žoga na levo stran. Veliko prostora je na tej strani. Puščajo Ajdovke, pa znova Jana Malahova in v nekaj sekundah, torej še drugi gol Ukrajinke. Mislim, da niti minuta še ni minila, kakorkoli. Je iz bližine premagala Maja Zajc in postavila zdaj že visokih 8-0 za Muro. Zdajle tamle žoga ponovno v mreži, 9-0 je rezultat na Fazaneriji, tokrat pa med strelkami tudi Noel Vilčnik. Strel in presenetila vratarko Majo Zajc, Noel Vilčnik z natančnim strelom takole v letošnji sezoni 15. uspešna. Vendar ekipi boste imeli enako število točk. Zdaj še 10. gol, no, pa smo ga le dočakali v zadnji minuti, oziroma že 91. minuta. Takole
Ja, presenetila je s tem strelom mislim, da Živa Rakovec, tako je številko 17, ki je dosegla torej končni rezultat. Mura Primorje 10 proti 0 na koncu kot zadnja na listi strelk še Živa Rakovec. Krim je po presenečenju proti Olimpiji želel polena pod noge postaviti še Radomljam. Domačini so pred tekmo podelili simbolično nagrado Uljo Merzu, ki je pred kratkim dosegla 50 zadetkov v članski ligi. Da bodo rumenosrčne pritiskale od prve minute, je bilo tako jasno. V 13. minuti prva nevarna žoga v kazenski prostor Krima, ki se je marljivo branil. Akcija se je končala v golavtu. Vratarka Ljubljančank Erna Mahmutović je imela kar nekaj dela, vendar je delovala precej suvereno. Gostiteljice so poskusile presenetiti čuvajko mreže z visokimi streli, vendar se dolgo ni dala. V 27. minuti pa je morala vendarle kloniti. Khadija Badjo je prehitela svojo branilko in prišla prva na podajo z desne strani ter žogo z neposredne bližine spravila v Krimovo mrežo. V nadaljevanju prvega polčasa ni bilo več golov, gostje pa so se znale organizirano braniti tudi v drugem polčasu. 20 minut so potrebovale igralke trenerja Mateja Mavriča Rožiča, da so prišle do podvojitve prednosti. Znova je bila uspešna Khadija Badjo, ki je hat-trick nato dosegla v 76. minuti. Radomljankam se je odprlo, da je mojstrica prekinitev je dokazala Ula Omerzu, kot že nekajkrat v preteklosti ji je uspelo gol doseči kar neposredno iz kota. Slabih 5 minut pred koncem je Badjo sama stekla v protinapad. Branilke je niso uspele dohiteti in 20-letna Senegalka je vpisala še svoj 4. gol popoldneva. V drugem polčasu je priložnost za dokazovanje pri Radomljah dobila Neja Selan. Odigrala je 5. tekmo med članicami in dosegla svoj prvi gol. Kasneje je statistiko polepšala še z enim zadetkom. Radomlje so si zmago zagotovile nastop v ligi za prvaka, a še niso rekle zadnje. Verjamejo, da bi lahko spisale najboljšo člansko klubsko sezono. Skozi celo tekmo smo probali upoštevati navodila trenerja in posledično s potrpežljivo igro smo dosegali zadetke in prišli do visoke zmage v drugem polčasu. Ja, imela sem dosti priložnosti, pa sem bila ful vesela, da se mi je končno odprlo in da sem dosegla ta 2 gola. 10 proti 0 je bil rezultat na tekmi Mure None in Primorja Toslenotri Cosmetics. Gažon je doma zabeležil minimalno zmago z 1 proti 0 proti ŽN Maribor. Radomlje na svojem terenu niso dovolile presenečenja. Krim Hubad so premagali 7 proti 0. 10 proti 1 je bilo na tekmi Olimpije in Kirurgije Estetikal Aluminij, v Ljubljani pa so Cerklje izgubile proti gostiteljicam z 0 proti 6. Na lestvici vodi Mura Nona, ki je še vedno brez poraza in ima 6 točk prednosti pred Ljubljano. Le 2 za ekipo iz prestolnice zaostajajo Radomlje Medex. 4. je Olimpija, ki ima 36 točk, tako kot Primorje Toslenotri Cosmetics. Krim Hubad jih je zbral 30, Gažon Lelog se je s 5. prvenstveno zmago povzpel do 16. 8. je ŽN Maribor, Cerklje in Kirurgija Estetikal Aluminij imata 12 točk, Žalec Trbovlje 0. V naslednjem krogu Cerklje pričakujejo Žalec Trbovlje, tekmo si boste lahko ogledali v spletnem prenosu. Pri Kirurgiji Estetikal Aluminij bodo gostovale Radomlje Medex. V športni park Kodeljevo k Krimu bo pot vodila Muro Nono, obračun 2 primorskih ekip, Toslenotri Cosmetics in Gažona Leloga bo v Ajdovščini, v Staršah pa bo potekala tekma ŽN Maribor in Ljubljane. Redni del letošnjega ligaškega tekmovanja bo do zadnje sekunde zadnje tekme ponujal odprta vrata številnim kombinacijam.
Na samem vrhu bo v drugi del vstopila Mura Nona, to je že jasno, kajti Prekmurke imajo 6 točk prednosti pred Ljubljano, prvo konkurentko za naslov. Črno-bele so še brez poraza in do konca rednega dela igrajo s Krimom in kirurgijo Aesthetical Alumini. Ljubljana še nima zagotovljenega drugega mesta. Lanskoletne pokalne prvakinje imajo 2 poraza, tako kot Radomlje Medex, ki za igralkami iz prestolnice zaostajajo za 2 točki. Rumenosrčne bodo jeziček na tehtnici, kdo bo v drugem delu igral za prvaka in kdo se bo boril za razvrstitev. Ob tem pa bi tudi same rade storile korak naprej. 8-krat so že osvojile 3. mesto, druge pa še nikoli niso bile. Letos imajo veliko priložnost tudi zato, ker kažejo vedno boljše igre. Potem, ko v tem krogu igralke Mateja Mavriča-Rožiča nastopajo z Aluminijem, bo zadnji krog rednega dela prinesel derbi proti Olimpiji. Mnogi so zmajčice že odpisali, a se zelene niso dale in ko so premagale Primorje Toslon Tricosmetics, so se aktivno vključile v bitko za 4. mesto. Le nekaj dni po visoki zmagi nad Ajdovkami pa je sledil kiks na domačem derbiju proti Krimu, kar je pomenilo, da so se izračuni še dodatneje zapletli. Primorje Toslon Tricosmetics ima rezultatsko najboljšo sezono, odkar je klub pred dobrim desetletjem začel delovati v tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Črno-rdeče so v prvem delu sezone izkoristile slabo formo Olimpije in po zmagi na medsebojnem obračunu zelenimi jasno sporočile, da želijo storiti korak naprej. Na drugi tekmi z zmajčicami so doživele hladen tuš. Psihološki udarec je bil precejšnji, a so dobile pomoč Krima, ki je ustavil Olimpijo in gredo v zadnja 2 kroga s prepričanjem, da še ni nič izgubljeno. Ajdovke morajo odigrati tekmo več kot Olimpija. V naslednjem krogu bodo doma pričakale Gažon, kjer so 3 točke nujne, potem pa še tekma proti Ljubljani, nasprotniku, ki ga v prvenstvu hčere Burje še nikoli niso premagale. Istočasno pa se bo Olimpija merila proti Radomljam, dvoboj, na katerem je prav tako zelo težko napovedati rezultat. In kaj pravijo pravila? Če ekipi končata redni del z enakim številom točk v višji uvrstitvi, najprej štejejo točke na medsebojnih srečanjih, nato razlika prejetih in danih golov na medsebojnih tekmah. Če je tudi ta enaka, sledi kriterij število doseženih zadetkov v gosteh na medsebojnih tekmah. Poglejmo si še naprej. Če po vseh teh kriterijih še ne bi dobili zmagovalne ekipe, šteje gol razlika na vseh tekmah, število danih zadetkov na vseh tekmah in pa število danih zadetkov v gosteh na vseh tekmah. Nato pa še fair play uvrstitev ekipe in če po vsem tem ni zmagovalca, je zadnje dejanje žreb. 680 minut je do konca rednega dela in še vse je odprto. Sredi tedna so na sporedu polfinalne tekme pokala Union. Zagotovo ne bomo videli lanskoletne ponovitve, kajti že korak pred zadnjim dejanjem se srečata Ljubljana in Mura Nona. Za drugo finalno vstopnico se bosta borila Radomlje Medex in pa kirurgija Aesthetical Alumini. Domačinke se bodo tretjič v zgodovini poskusile prebiti do finala. Na tekmo z dobrodelno noto pa je gledalce povabil tudi trener rumenosrčnih Matej Mavrič-Rožič. Ja, vsekakor jaz bi ob tej priliki povabil vse gledalce, da se udeležijo te tekme tudi iz tega namena, kajti želimo pomagati, želimo biti dobrodelni, kolikor se le da, kajti vsak se lahko znajde v taki situaciji in ključno je, da stopimo skupaj, da pomagamo. Tako da jaz sem prepričan, da nas bodo gledalci prišli vzpodbujati in pomagali tudi nam na terenu, kakor tudi mali Lari, saj si to neizmerno želi, ker želi ponovno stopiti na igrišče in mi bomo naredili vse, da ji pomagamo pri tem. V zadnjem delu oddaje pa še k reprezentanci. Kadetska ekipa je zaključila s pomladnimi kvalifikacijami za nastop na Evropskem prvenstvu. Postaviti si visoke cilje je prvi recept uspeha. Z namenom, da se ekipa znova prebije v Ligo A, so se v kvalifikacije za nastop na Evropskem prvenstvu podale slovenske kadetinje pod vodstvom selektorice Anje Milenkovič. V Krškem in Brežicah so potekale tekme slovenske skupine, v kateri so poleg naših igrale še Azerbajdžanke, nogometašice Ferskih otokov in pa Belgijke. V jesenskem ciklu so Slovenke suvereno odpravile Ferske otoke. Otočanke so izkoristile menjavo generacij in na uvodni tekmi poskrbele za presenečenje. Čeprav je Slovenija zelo dobro začela in imela vse pod nadzorom, v prvem delu dvoboja je sledil padec in poraz, ki je v veliki meri zaprl vrata napredovanja.
Na drugi tekmi se je Slovenija odkupila in odpravila Azerbajdžan s 3-0. 2 gola je dosegla napadalka Gažona Gaja Pintar, enega pa je dodala Nika Pirc. Le statistične so bile možnosti Slovenije na tej točki za napredovanje, kajti tudi zmaga na zadnji tekmi bi morala biti izjemno visoka, saj je prišla v igro gol razlika. Belgijke so dokazale, da niso po naključju v prejšnjem ciklu nastopale v Ligi A. Slovenijo so premagale 4-0 in se znova vrnile med elito. Turnirja nismo začeli dobro, na prvi tekmi smo sicer imeli več posesti, vendar smo žal prelahko prejemali zadetke. Premalo učinkovito smo reagirali ob hitrih protinapadih nasprotnic, kjer nam je predvsem padla zbranost. Na drugi tekmi smo pokazali zelo odločno igro z veliko lepimi akcijami in si ustvarili ogromno priložnosti, ki bi jih morali bolje izkoristiti. Tretja tekma proti favorizirani Belgiji, ki premore izjemne posameznice, je od vsake igralke zahtevala maksimum. Hkrati je bila to zelo dobra izkušnja za izboljšanje elementov, kjer imamo še precej prostora za napredek, predvsem v individualnih akcijah v fazi branjenja ter igri pod nenehnim pritiskom nasprotnic. Kljub temu so igralke skozi tekmo vedno bolje parirale nasprotnicam, kar kaže na to, da imajo še veliko rezerve, je po turnirju povedala selektorica Anja Milenković. Slovenija bo tudi v naslednjem sklopu kvalifikacij igrala v Ligi B. Turnir v Krškem in Brežicah je končala na 3. mestu. Osvojila ga je Belgija. Ferski otoki so zbrali 6 točk, Slovenija 3, Azerbajdžan pa nič.